Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na ta majski večer. Naj vas v začetku povabim, da se pridružite tukaj v prostor dogajanja pred oder, da ne boste samo poslušali, ampak tudi kaj videli. Rožmarinke ne samo, da lepo igrajo, tudi lepo izgledajo. Tudi jaz nisem ravno za stran vrš, tako da prosim, pridružite se nam. Tudi tukaj se vse lepo sliši. Ne bojte se, ne bom samo jaz govoril. Najprej bom k besedi povabil gospoda monsinjorja Metoda Piriha, koprskega škofa, kajti v koprski škofiji, natančneje v Novi Gorici, se je pred 60 leti začela zgodba, ki nas je vse nocoj pripeljala sem, na to dvorišče. To je zgodba družine. Prosim, gospod škof. Spoštovani, dragi prijatelji, vse navzoče prav lepo in prisrčno pozdravljam. Še posebej pozdravljam gospoda nadškofa in metropolita, mojega sobrata, doktorja Antona Stresa, sedanje urednike, časnikarje in druge sodelavce družine, prav tako pa tudi nekdanje ustvarjalce našega katoliškega tednika. 60-letnica družine je najprej priložnost za zahvalo Bogu, pa tudi vsem, ki so jo v teh 60 letih in jo še sedaj ustvarjajo, oblikujejo, razširjajo, naročajo, podpirajo in zlasti berejo. Je pa tudi priložnost, da se vprašamo o pomenu katoliškega tednika v sodobni družbi. Pravijo, da si svoboden takrat, ko lahko sam poveš svoje mnenje, ne pa, ko tvoje mnenje pove kdo drug. Katoliški tednik ima javnost za glas cerkve in katoličanov. Torej, ima tednik eno bistvenih značilnosti, ki so potrebne, da se širi demokratični prostor v družbi, saj prav s svojim velikokrat drugačnim mnenjem in pisanjem razširja medijski pluralni prostor v naši družbi. Tako opravlja tudi družbeno pomembno vlogo. Družina, kakor tudi drugi katoliški tisk, deluje v pluralistični družbi. Ta pozitivna lastnost sodobne družbe pa nosi seboj tudi drugo plat medalje. Zaradi številnih idej, ki krožijo med ljudmi, sodobni človek pogosto izgublja smisel svojega bivanja. Ne ve, kaj je prav in kaj narobe, ter ne ve, ob čem bi usmerjal svoje življenje. Gledano z vidika kristjana tudi ne ve, kaj je med brezštevilnimi idejami še katoliško in kaj ne. Zato je glas katoliškega tednika danes izredno pomemben. Prinaša tako potrebno jasnost v duhovno zmedo. Saj je že v prvi številki zapisal njen ustanovitelj, da je namen novega časnika oznanjati Kristusa, ki nam je svojim naukom pokazal smernice za naše mišljenje, za naše življenje in za naše delo. Dobro delo je pravilno svetovati in velika modrost je človeka usmeriti na pravo pot. Morda ni naključje, da praznujemo 60-letnico družine prav v času, ko v naši družbi poteka razprava o redefiniciji te osnovne celice družbe. Ali ni katoliškemu tedniku že v samo njegovo ime dano tudi poslanstvo? Obramba in varovanje družine. Ali ni prav zato poklicana, da brani družino, ki sloni na ljubečem zakonu moža in žene, ter poudarja njen smisel, ki je tudi v tem, da oče in mati nudita varno in ljubeče okolje za rast in vzgojo otrok.
Jubilej obhajamo v času gospodarske recesije in socialne krize. To občutijo tudi številni verniki. Poznavalci pravijo, da je ta v Sloveniji hujša kakor drugje, najbrž tudi zato, ker sta se med vodilnimi in bogatimi sloji, ki v večji meri izhajajo iz privilegirancev prejšnjega totalitarnega sistema, razrasla nepravičnost in nepoštenje. Ne bojte se zato pokazati na te pojave, jih analizirati ter o njih jasno in odločno spregovoriti. To je naša dolžnost tudi ob 20-letnici samostojne slovenske države in v letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Ne bojte se biti v tem in v drugih pogledih glas tistih, ki nimajo glasu. Ustanovitelj družine je jasno dejal: pot, ki nam jo je pokazal Kristus, je pot ljubezni do Boga in bližnjega. Sveti oče Benedikt pa nam je v Ogleju položil na srce: samo od Kristusa namreč lahko človeštvo prejema upanje in prihodnost. Hvala. Vidim, da vas strah še ni minil. Zdaj, če ste se škofa mogoče lahko bal, se naslednjega govorca ne smete, kljub temu, da je monsinjor ni škof oziroma še ni škof. Odgovorni urednik Franci Petrič. Spoštovani gostje, dragi prijatelji. Na večer tistega dne, ko je družina vstopila v 60. leto izhajanja, bilo je to v soboto 7. maja, smo poslušali evangelij 3. velikonočne nedelje o Jezusu, ki se pridruži učencema na poti v Emaus. Jezus jima, kot veste, pomaga spoznavati pomen preteklih dogodkov v luči Svetega pisma. Pridejo v vas, tujca prosita naj ostane z njima in med tem, ko je razlomil kruh, se njune oči odpro in ga prepoznata. In tedaj rečeta drug drugemu: ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?
Naloga razlaganja pisem in razumevanja življenja in dogodkov v luči vere se na poseben način nanaša na verske medije. Družina opravlja to vlogo že 60 let. Rojena kot otrok administrativnega socializma, v času komunističnega preganjanja vere in cerkve je, kot je dejal eden od naših škofov, priča, ogledalo in podoba časa, življenja cerkve oziroma vernih ljudi v naši domovini. Danes, na pragu 60. leta, ta časnik pred vas stopa v novi obleki, a z istim poslanstvom, kakor ga je dal njen ustanovitelj dr. Toroš ali pa naš učitelj Jezus, ko je naročil: oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Želimo si, da bi nova podoba napravila prav isto, kar se je zgodilo z učencema v Emausu, da bi bilo vaše srce goreče in bi iz tega raslo še več lepega in dobrega v cerkvi na Slovenskem, v našem narodu in domovini. Družina je namreč zaradi svojega poslanstva edini časopis, ki sistematično beleži in spodbuja kroniko dobrega. Družina je zato res v mnogočem edina in edinstvena v našem prostoru. Ob vstopu v jubilej se zavedamo, da take družine, kot je zdaj, ne bi bilo brez prizadevanja duhovnikov, poverjenikov, brez požrtvovalnega dela urednikov, časnikarjev, dopisnikov, delavcev v naši upravi, brez dobrega sodelovanja s tiskarnami, grafičnimi studiji, brez velikodušne zvestobe naročnikov in mnogih drugih. Naj bo Bog vsem bogat plačnik. Nocojšnji večer pa priložnost, da obudimo spomine, utrdimo povezanost in pogumno ter zaupanjem v Boga in ljudi dobre volje stopimo novim izzivom na pot. V uredništvu družine vemo, da nam je zaupano odgovorno poslanstvo in naše delo ni brez težav, pa tudi ne brez pomanjkljivosti. Včasih je nad pisanjem družine bdelo budno oko verske komisije, ki je klicala urednike na informativne pogovore ali pa je njene prispevke analizirala tako imenovana mini koordinacija. Teh ustanov danes ni, živimo v svobodi. Še vedno pa se sem in tja v civilnem okolju pojavlja miselnost, da je treba pisanje družine nadzirati ali pa vsaj usmerjati. Naši pisci so tako predmet umišljenih špekulacij o zarotah ali pa celo krivičnih obsodb samo zato, ker so v službi vrednot, posebej vrednote družine in resnice. Priznati moramo, tudi znotraj cerkve se srečamo kdaj s strahom, sicer malo številnih, ki sem in tja menijo, da družina ne poroča prav. Za vse v našem časniku velja pravilo, ki ga je nedavno izrazil naš dolgoletni urednik Jože Zadravec, ki je tukaj, ko je dejal, da mora v ozadju vsakega članka v družini odzvanjati sentire cum ecclesia, da čutimo s cerkvijo, ali še jasneje, da imamo radi cerkev, v kateri opravljamo posebno poslanstvo. To pa veje z naših strani vedno. Kaj si želimo za prihodnost družine? Da bi bila še bolj vaša, pravzaprav naša, katoliška in slovenska, človeku prijazna, da bi dvigala duha, prinašala upanje, sočustvovala in tolažila, vedrila nebo in preganjala temne oblake, ki se sem in tja zbirajo v človekovem in narodovem življenju. Naš pomeni tudi, da ima jasno identiteto in to katoliško, ker pa katoliško ne pomeni izključevanja, ampak predvsem vseobsežnost, pomeni, da je takšna družina tudi odprta v svet in dialog z njim. Slovenski katoličani potrebujemo takšno družino. Sicer pa tudi nam velja beseda papeža Benedikta XVI, ki pravi, da mora vsak, kdor dela pri sredstvih družbenega obveščanja, biti, če noče biti le brneč bron ali zveneče cimbale, vedno trdno zasidran v temeljni izbiri, ki ga usposablja, da zadeve in svet obravnava tako, da je Bog vedno na vrhu vrednostne lestvice. Spoštovani,
Upam, da bomo uredniki in časnikarji s svojim delom upravičili pričakovanja vseh, ki nas spremljate, berete, podpirate, širite. V zaupanju na Božjo pomoč zato želim družini uspešna ter še bolj prijazna prihodnja leta in desetletja. Hvala, gospod Petrič. Gospod glavni urednik, monsignor Franci Petrič, nocoj smo začeli zelo slovesno 600. obletnico družine. Kako so to obletnico pripravili? Torej, vstopili smo 7. maja v 60. leto izhajanja. Želeli smo, da je poudarek na prenovljeni podobi. Začeli smo seveda z zunanjo podobo, kar pomeni nov prelom, drugačne črke, bolj razumljivo, bolj opazno, tisto, kar hočemo sporočiti bralcu, je bil namen našega, pristopa, da hočemo narediti novo zunanjo podobo. Zato smo se tudi odločili za nov layout, to se pravi novo podobo, ki bi nekje s sodobnim pristopom nagovorila slovenskega bralca. Studio Arih, ki je sodeloval pri tem, je bil zelo odprt za naše pobude, pa tudi prisluhnil kritičnim pogledom bralcev, ki so se nam odzvali na samo anketo, ki smo jo razposlali nekaj mesecev prej, in moram na tem mestu povedati, da sem zelo hvaležen vsem, ki so se odzvali, ker to je pomembno vplivalo na to, kaj hočemo pravzaprav narediti z novo podobo. Nova podoba pa ni vse. To je tako kot nova obleka. Lahko se hitro tudi ponosi ali pa človeku ni všeč. In pomembna je vsebina. In tudi oblikovalec sam, gospod Igor Arih, je rekel, brez vsebine podoba ne bo pomagala. In trudimo se, da bi bila vsebina tista, ki bi slovenskega katoličana nagovorila na nov način. Bolj optimistično, morda v teh težkih časih še posebej s poudarkom, da nam je Bog blizu, da nas Bog vabi, da vztrajamo kljub težkim preizkušnjam. Torej nek optimizem in tako kot sprejemam prve odzive na to podobo, ki smo jo prejeli, vidim, da smo ali da so oblikovalci zadeli. Gremo pa še korak naprej, do konca leta upam, da bomo uvedli nekaj novih rubrik, takih, ki bodo odgovarjale na potrebe slovenskega katoličana.
ko smo pri vsebini, družina je bila zmeraj zelo široko odprta, od vatikanskih razsežnosti do svetovnih razsežnosti, potem slovenska razsežnost, naša zgodovina, naša umetnost, vse to. Kaj se vam zdi, da sedaj v tem sunku novih informacij je posebej poslanstvo družine? Torej, družina ostaja zvesta Jezusovemu navodilu ali naročilu: oznanjujte evangelij po vsem svetu. Temu se ne moremo izneveriti. Se pravi, v središču mora biti formacija slovenskega katoličana. To seveda vključuje tudi, ker je slovenski prostor zelo neuravnotežen, kar se informacije o veri in cerkvi tiče. V njem vlada še vedno, nažalost, veliko predsodkov, da dajemo dobro informacijo, preverjeno informacijo o življenju katoliške cerkve in kristjanov, naj poudarim širše, v svetu. Zato sem zelo hvaležen tebi, pater Janez, ki si vsa leta nam pomagal, da so bile naše informacije dobre, tudi s tem, ko si deloval na Radio Vatikan in nam posredoval, ali pa smo imeli dostop do informacij, ki jih je imel Radio Vatikan. Druga stvar, ki je pomembna in ki bo za nas v prihodnosti zelo pomembna ali odločilna, pa je, da slovenskemu katoličanu omogočimo pravi pogled na družbeni nauk cerkve. Oziroma, da sem bolj jasen, da slovenski katoličan spozna družbeni nauk cerkve v luči slovenskega dogajanja. Kristjan ali slovenski katoličan je še vedno pod vplivom javnih medijev, ki so levo usmerjeni. In če hočemo uravnotežen prostor, moramo v družini dajati tudi prostor celoviti informaciji o dogajanju v slovenski družbi, ki je žal v naših razmerah zelo pomanjkljiva informacija, tudi zelo tendenciozna, enostranska, zamegljena, in kljub temu, da ne želimo, mi ne bomo politizirali, bomo pa vedno javnost obveščali o vseh zadevah, ki so pomembne in ki se nanašajo na vrednote, ki so povezane tudi s krščanskim naukom. To je zelo ambiciozen projekt, ne? To smo imeli veliko dela s tem. Ampak kje boste začeli, oziroma kje ste že začeli? Začeli bomo z dobrimi sodelavci in teh tudi v Sloveniji ne manjka. Pomembno pa se mi zdi, da slovenski prostor odpremo tudi svetu, oziroma da svet vstopi preko družine v slovenski prostor, kar pomeni, da bodo tuji avtorji, tuji pisci imeli več možnosti, da nagovorijo preko družine slovenskega bralca, pač v skladu s potrebami, ki jih tudi sami nudimo. Že sedaj sem se trudil, da bi poskrbel, da bi določeni dobri teksti, dobra besedila, dobri nastopi, bodisi škofov ali pa tudi duhovnikov in predvsem katoliških laikov, imeli svoje mesto in svoj poudarek. In v prihodnje bomo dajali temu še večjo težo. No, sedaj na začetku tega jubilejnega leta, kaj želite od slovenskega človeka? Predvsem si želim, da bi odpravili vse predsodke, ki vladajo v Sloveniji, vse zgrešene poglede. Toliko je zamegljenosti, kot sem že prej omenil, ki jo je potrebno osvetliti, razgnati. To meglo, ki včasih ustvarja toliko težav v naših odnosih. In zdi se mi pomembno, da, in to je naloga vsakega medija, predvsem, da nastopa z resnico, da se ne boji tudi problemov ali negativnih plati, ki so morda v življenju, ne le v javnem življenju, tudi v življenju cerkve, da o tem pogumno spregovorimo, vendar nikoli z negativnim predznakom, ampak vedno zato, da gradimo to skupnost. Slovenija, kakor jo imamo danes, še nikoli ni bila tako nizko, kar se tiče vrednot, kar se tiče odnosa do skupnega dobrega. Ne vem, čigava krivda je to. Jaz sam mislim, da je to krivda skoraj 50-letnega, pa če vzamemo še nekaj zraven, indoktriniranja, ki je vladal v slovenskem prostoru in ki ga je potrebno razbliniti. Torej, naloga slovenskih katoličanov je pogumen nastop v javnosti, kjer govorimo samo z jezikom evangelija, z jezikom dobrote, razumevanja, ljubezni, spoštovanja, ampak vendarle tudi z jezikom resnice. In zato si bomo prizadevali v prihodnje tudi pri družini.
Monsignor Petrič, hvala za pogovor. Hvala lepa, pater Janez, in vse dobro tudi naprej. Zdaj prosim, če zaprete vrata, ker se bodo mnogi zelo prestrašili, ker bom napovedal, da bo za mikrofon stopil Rode. Ampak brez strahu, to bo gospod Tone Rode, direktor družine, prosim. Spoštovani visoki gostje, cenjeni gospod nadškof in metropolit, dr. Anton Stres, spoštovani škof, dr. Metod Pirih, dragi nekdanji uredniki in direktori Ivan Merlak, Drago Klemenčič, Mirko Cuderman in Janez Gril, dragi duhovniki, drage redovnice in redovniki, dragi sodelavci, spoštovani dobavitelji in partnerji, predvsem pa drage naročnice in cenjeni naročniki, drage bralke in dragi bralci, kjerkoli boste slišali ali brali te besede, prisrčen pozdrav in veselo dobrodošlico na dvorišču naše hiše ali na straneh našega tednika. Dobrodošli doma, dobrodošli v družini. S hvaležnostjo, veseljem in ponosom, a tudi z željo po poglobljenem razmisleku o našem poslanstvu, se danes misli zbirajo okoli življenjskega mejnika, bisernega jubilejnega leta, v katerega sta tednik Družina in naša založba formalno vstopila danes
in bo trajal vse do rojstnega dneva tednika 7. maja 2012. Biserni jubilej nas vabi najprej k pogledu v preteklost, z globoko hvaležnostjo do vseh, ki so s požrtvovalnostjo, novimi idejami in pristopi, z žulji in napori, s trdno voljo in navdušenjem, tudi v težkih časih enoumja, iz tistega prvega poganka vsajenega na Goriškem, razvili, oplemenitili in nam izročili neprecenljivo doto živega in odmevnega, slovenskega, narodno zavednega in cerkvi predanega katoliškega medija. Zato najprej vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem, urednikom, piscem, dopisnikom, raznašalcem, župnikom, duhovnikom in redovnikom, vsem podpornikom in dobrotnikom iskrena hvala in naj vam Bog klonaj. Na jubilejno leto smo se temeljito pripravili. Želimo ga prepojiti z življenjsko močjo, ki je v spoštovanju do preteklosti usmerjena v poglobljeno delo za nove generacije, v vsestransko dobro in duhovno poglobitev slovenskega katoliškega občestva. V jubilejnem letu se bodo vrstile različne dejavnosti in prireditve. Od romanj k svetiščem svete družine v Trsat, Barcelono, Nazaret in Loreto, do posebnih akcij za povezovanje naše skupnosti bralcev, ter pripravo posebnih knjižnih izdaj, kot so zbornik ob jubileju tednika z naslovom 60 let odtisov, ter knjiga Kredo z izborom razmišljanj našega dragega, dolgoletnega kolumnista akademika Alojza Rebule. Na današnji dan prvič predstavljamo tudi potujočo razstavo, s katero želimo obiskati vse slovenske škofije, ter se odzvati na vsa povabila župni, ki bodo želele prisluhniti 60-letnemu sporočilu našega in vašega slovenskega katoliškega tednika. V okviru razstave v galeriji danes tudi prvič predvajamo dokumentarni film o tedniku Družina, ki je delo našega zunanjega sodelavca in nadarjenega ustvarjalca, režiserja Davida Sipoša. Krajša in daljša različica tega filma bosta dostopni na naši spletni strani. Vabljeni, da si ju ogledate. V teku leta načrtujemo tudi odprtje nove knjigarne v Škofovih zavodih v Šentvidu, tako da bodo naše knjige, publikacije, storitve še bolj dostopne župnikom, vsem laičnim javnim delavcem, predvsem pa mladim družinam, otrokom, dijakom in študentom. Praznično leto bomo sklenili v maju 2012 s svečanim bogoslužjem ter mednarodnim simpozijem o izzivih katoliških medijev v sekulariziranem svetu. A danes smo se zbrali predvsem zato, da formalno vstopimo v jubilejno leto s predstavitvijo prenovljene podobe našega tednika. Zunanja podoba je šele prvi izraz sprememb, ki se jih tudi vsebinsko in organizacijsko lotevamo zato, da bomo lahko bolj učinkovito nagovarjali slovenske katoličane, vse rojake doma in po svetu in vse ljudi dobre volje, ki prebivajo v nebesih pod Triglavom s Kristusovim enkratnim veselim oznanilom. Vsi si želimo družino, ki bo še bolj pestra, aktualna, zanimiva in široka in zakaj ne tudi vesela. Predvsem pa tako, ki nas bo še naprej vabila, naj odrinemo na globoko v duhovno-formativnem, intelektualnem in tudi skupnostnem, družbeno angažiranem smislu. Biti plus v življenju naših bralcev je pogoj za to, da nas bodo hoteli za popotnico. Naj gre zato prav danes posebna zahvala vsem naročnikom in bralcem, ki ste odgovorili na našo anketo, predvsem pa čudoviti skupini sodelavcev z magistrom Francijem Petričem na čelu ter strokovni pomoči oblikovalskega studia Arih, da so skupnimi močmi z veliko pozitivne energije in ustvarjalnosti pripravili in uspešno izpeljali program grafičnega preoblikovanja tednika ter vsebinske preosnove, ki se bo dogajala postopoma in skozi vse leto.
Nova podoba tednika je tehten dokaz za to, kaj vse zmoremo, ko delamo skupaj. Kot direktor sem ponosen, da sem član enkratne ekipe, ki zna stopiti skupaj za vrednote, ki so nam drage. Ponosen sem, da sem del te družine, ki resnično zmore veliko. Skupaj delajmo še naprej in razvijajmo nova sredstva za povezovanje, duhovno rast ter informiranje slovenskih katoličanov ter iščimo nove poti za posredovanje vrednot širši slovenski družbi. Torej, dobrodošla nova podoba tednika. Srčno upam, da bo bralcem všeč ter da bo družina s svojim sporočilom nagovorila še širši krog ljudi, ki dobro v srcu mislijo. Čeprav so danes oči upravičeno zazrte v prehojeno pot, je le sedanjost čas, v katerem utripa življenje. Le v sedanjosti s svobodno voljo in zavzetim delom oblikujemo svojo usodo in zgodovino. Zavedamo se, da ima naš tednik nenadomestljivo družbeno vlogo, zato je drugačen, nepogrešljiv glas v zboru slovenskih medijev. Spodbujati moramo evangeljsko razumevanje kompleksne stvarnosti in kritično krščansko zavest. Prav tukaj in zdaj imamo nepogrešljivo poslanstvo znanjevanja in posredovanja Kristusovega sporočila. Toda, kako danes slovenski družbi posredovati veselo oznanilo odrešenja? Predvsem jasno, veselo, preprosto, po Jezusovem zgledu, morda tudi v prilikah. Naši ustanovitelji so daljnovidno krstili naš tednik s pomenljivim imenom družina. To ime enkratno povzema sporočilo krščanstva. Razveseljujočo novico, da Bog stvarnik obstaja in nam je blizu, da je to Bog, ki hoče, da ga kličemo oče, da nas je sam Bog hotel posvojiti in posinoviti, da smo vsi bratje v Kristusu. Zato naj družina polno odseva, kar se skriva v njenem imenu. Naj bo sinonim za občestvo, za vez edinosti in solidarnosti, za osnovno celico družbe, za 2 ali 3, ki so zbrani v njegovem imenu, za Evharistijo, za Kristusovo skrivnostno telo, za skupnost rojakov doma in po svetu, za občestvo živih in teh onkraj smrti, za občestvo svetnikov povezanih v eno. Prosimo Boga, da bi s tem sporočilom bodrili svoje najbližje, predvsem pa z zgledom navduševali vse, ki iskreno iščejo smisel življenja in bodo svobodno prisluhnili novici o Bogu Očetu in veselemu znanilu odrešenja. Zato naj ob koncu obrnem misel nanj, v čigar pomoč zaupamo in iz čigar naročja prihaja življenje in vsa lepota, resnica in dobrota. Naj nas ob vsakem koraku spremlja On, vsemogočni in usmiljeni, ki je naš končni cilj, pa tudi vir vse ustvarjalnosti in moči. Z njegovo pomočjo postajajmo ena družina. Hvala lepa.
Gospod direktor družine, nocoj smo začeli 60. obletnico, ki jo vodi celo jubilejno leto, ki bo trajalo od leta 12 in sicer 7. maja. Kaj se v tem letu načrtujete? Glejte, veliko stvari, veliko presenečenj za naše bralce, za vse naše drage naročnike in naročnice in za vse prijatelje in dobrotnike naše založbe, predvsem pa našega tednika. Vstopamo v jubilejno leto predvsem s prenovljeno grafično podobo, zunanjo podobo tednika Družina. Z njo želimo omogočiti na različne načine jasnejši, malo bolj dostopni pristop do naših vsebin. Postopno jih bomo spreminjali skozi leto in skušali na tak način nagovoriti celo tudi mlajše generacije. Tako da dobrodošli k branju in primite, prosim, Družino v roke in jo na novo odkrijte z vsemi vsebinami, ki jih prinaša. Opozoril bi predvsem na potujočo razstavo, ki bo vsekakor obiskala vse slovenske škofije, tudi vsako župnijo, ki bo recimo se odzvala in želela, da se pri njih oglasimo. Predvsem s to razstavo želimo opozoriti na bogato zgodovino in na bogate sadove, ki jih je tednik prinesel v slovenski kulturni prostor. In na pričevanje, ki ga kristjani, katoličani v slovenski javnosti v bistvu dajejo v vsakodnevnem življenju. Opozoril bi tudi vsekakor na naša romanja k svetiščem Svete Družine. Obiskali bomo junija Trsat, potem malo kasneje v jeseni svetišče Svete Družine v Barceloni, nadaljevali z romanjem v Nazaret v prihodnjem letu in zaključili z obiskom svetišča posvečenega Sveti Družini v Loreto. Ta dva poudarka se mi zdi, da sta zelo pomembna v okviru tega našega jubilejnega leta. Ob koncu tega jubilejnega leta, ki se bo zaključil z slavnostnim bogoslužjem, bomo pa imeli mednarodni simpozij na temo katoliški mediji v okviru v bistvu razkristjanjene družbe. No, tu so zdaj že začeli novo temo, katoliški mediji tiskani v tej novi družbi. Kakšen je vaša zamisel? Kako boste k temu pristopili? Glejte, jaz močno verjamem v tesno povezavo med tiskanimi mediji in modernimi mediji, vezanimi na splet, na audio in video vsebine. Na tem področju bomo veliko vlagali v naši družbi. Verjamem pa tudi, in to potrjujejo tudi ankete in tudi nekako raziskave, v trenutku, ko so v bistvu dnevniki v nekem padcu, se tedniki, ki dejansko imajo odgovornost analize informacije, poglobljenega pogleda v to, kar se nam dogaja, v nekem stabilnem stanju. Jaz verjamem v to, da bo tovrstno nagovarjanje v tej naši obliki vsekakor zelo pristojno tudi za te mlajše generacije, ki bodo nekako prihajale v srednja leta in si želeli resnično razmišljati o tem, kar se nam dogaja, kar se v družbi dogaja in iskali globje odgovore iz krščanske, katoliške perspektive. Se pravi, da to bo nekakšna analiza terenska stanja, pa tudi sicer, potem bo se tudi razširili iz cerkvenega in verskega področja tudi na družbeno področje. Ja, seveda, gledajte, to pa mislim, da bomo razširjali preko prilog predvsem. Lansko leto smo začeli s prilogo Slovenski čas, ki je predvsem usmerjena v kulturno-družbena vprašanja iz krščanske perspektive. Razmišljamo pa tudi o tem, da bi dali seveda večji poudarek v tem sekulariziranem svetu, kjer mislim, je velika želja po Kristusu, poudarek na duhovnosti, poudarek na neki posebni prilogi, ki bi recimo o tem v bistvu specifično govorila na neki morda mesečni ravni. Potem pa vsekakor nujna potreba, da v svojem jeziku nagovorimo mlade in da jih vključimo v ta širok spekter naše velike družine. Kako vidite, da so mladi odprti transcendenci danes? Ja, so in na svoj način, gledajte, že to, da je prav glasba dejansko kulturni fenomen,
Glasba pa prva neposredno posreduje neke globje vrednote, nek stik z notranjostjo. Ne? To so tista prva vrata, ne? Ki potem morda dopuščajo človeku v neko globjo notranjost, v iskanje duhovnosti. Gospod rektor, hvala za pogovor. Hvala vam. Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je gospod Bogomir Štefanič, urednik rubrike v družini Kristjan v javnosti. Koliko časa že urejate to rubriko? To rubriko urejam že okoli 10 let, no, pri družini sem pa 15 let in pol, tako da kar nekaj časa sem že tukaj. Kakšne so vsebine te vaše rubrike? Glejte, tukaj skušamo nekako loviti teme, ki so v skladu z družbenim naukom cerkve. Ne. To skuša biti neko merilo tega, kaj ta rubrika posrka vase. Ne? In ne samo posrka vase, in potem tudi seveda posreduje v neko družbeno okolje. Je pa seveda posebnost te rubrike, ki nam jo včasih nekateri tudi očitajo, da se veliko ukvarja s temami iz preteklosti. To je pa pač neka slovenska posebnost, ko skuša družina tudi skozi to rubriko dati glas tistim, ki nekoč niso mogli o svoji usodi govoriti in jim zdaj mi dajemo to možnost, da tudi skozi to rubriko povedo, kaj se jim je dogajalo, kakšne krivice so se dogajale in kaj bi bilo potrebno storiti, da se mogoče te krivice, kolikor je še mogoče, popravijo. Ne. To je eden od teh razlogov, zakaj družina včasih recimo tiči v preteklosti, kot rečemo. Ne. Ampak tudi danes smo slišali na tem praznovanju škofa Piriha, ne, ki je rekel, da je ena od nalog družine, da da glas tistim, ki glasu nimajo. Ne. In generacije kristjanov po vojnih dejansko niso imeli glasu. Odrezani so bili od javnosti, odrezani so bili od pravic, ki bi jim sicer kot državljanom šle. To skušamo mogoče mi v sedanjem času nekako popravljati. To tudi pomeni, da so se nekako odvadili razmišljati, pa govoriti o javnih zadevah pod duhu družbenega nauka. Kakšne težave zdaj tukaj vi vidite? Zakaj je slovenski človek, kristjan, rajši apatičen, da rajši ne govori o tem, kot pa da bi govoril? Ta logika, da naj kristjan ostaja za nekimi zidovi, pa naj bo to zakristijski, cerkveni, domači in podobno, ne, ta logika se je nekako usidrala v kristjanovo zavest, čeprav je bila posredovana od zunaj. Ne. Kristjani so v veliko primerih, ko bi rekel,
internalizirali, poosebili to, kar jim je bilo sugerirano od zunaj, in razumeli vero kot neko strogo zasebno zadevo, ki naj ne vpliva na nič drugega v njihovem obnašanju navzven. Zdaj, ta rubrika skuša to odpirati, spodbujati ljudi, da vstopajo v javni prostor, da povedo svoje mnenje, da se tudi aktivno udeležijo dogajanja v tem javnem prostoru. Mislim, čisto iskreno, mi spodbujamo ljudi, ki se to čutijo sposobni, da vstopijo v prostor politike. Ne mislim zdaj zgolj v nekem strankarskem oziru, ampak politika kot skupna zadeva, urejanje javnih zadev, skupnih zadev, in to je eden od namenov, tudi da družine kot take, kot časopisa, da ta prostor, javni prostor kristjanom odpira oziroma jih opogumlja, da vanj stopijo. Sedaj po 10 letih, kakšno dobro izkušnjo imate? Ja, dobra izkušnja. Glejte, človek bi si želel, da članki, ki jih piše, da kolumne, ki jih pišejo moji sodelavci, doživijo večji odmev. Bom čisto iskren. Želel bi si, da bi bil glas kristjana v javnosti bolj slišen po vsem tem času. Pa ni, to je neko dejstvo. Poglejmo politični strankarski prostor, poglejmo, ne vem, teme, kakršne letijo po zraku v javnem prostoru in kdo dirigira, kam bodo te teme letele. Kristjani nismo dirigenti javnih tem. Kristjani nismo usmerjevalci glavnih družbenih tokov. Ampak ne bom pa rekel, da smo izgubili upanje ali kaj podobnega. Naš trud se nadaljuje in jaz mislim, da naš čas prihaja. Naš čas prihaja, ker vidimo ljudi okoli sebe, upanje je. Tako da jaz mislim, da nek preboj bo. Sedaj v jubilejnem letu imate kakšno poseben načrt, posebno strategijo? Da bi rekel za to leto kaj posebnega, zaenkrat ne. Gre za podobna prizadevanja, kot so trajalo do zdaj. Je pa res, da bo recimo nek poudarek lahko dalo že to leto družbene pravičnosti, ki ga bo cerkev obhajala v naslednjem pastoralnem letu in bodo recimo vsebine družbenega nauka cerkve še toliko bolj morale biti navzoče. Že zaradi odločitve škofovske konference, če druga ne. Pa ne, da bi se mi zdaj ravnali po nekih diktatih škofov ali kaj podobnega, ampak tudi sami čutimo, kot je nekoč nekdo rekel, da je družbeni nauk cerkve najbolje varovana cerkvena skrivnost, ker malo ljudi ve, kaj je cerkev rekla o nekih družbenih temah, ki so danes pa še posebej aktualne. Dobro, recimo, kar glede tematskih sklopov pa naslednja, oziroma tako bom rekel, junijska številka Slovenskega časa, to je priloga družine, pri njej sodelujem kot član uredniškega odbora, bo, tako predvidevamo, tematska povezana za 20-letnico slovenske države in tam pa že iščemo en tak krog zelo eminentnih avtorjev, sodelavcev, ki bodo nekako oblikovali en vsebinski blok 16 strani, ki mislim, da bo ne samo analiziral stanje 20 let, ima mogoče odprl tudi kakšno perspektivo za naslednjih 20 let, ki bo, upam, drugačna od te slovenske tranzicije, kakršna je bila do zdaj. Najprej čestitke, potem veliko dobrih želja, pa hvala za pogovor. Hvala tudi vam.
Z nami je gospod, sedaj že bivši direktor, pa generalni direktor družine, založbe družina, dr. Janez Gril. Družino si vodil 21 let, se pravi dobro tretjino celotnega njenega obstoja. Katere so bile najbolj pomembne odločitve v tem tvojem vodenju družine? Ja, jaz sem prišel na družino leta 1989, ko so se začeli najavljati novi časi, vendar so takrat veljali še stari časi. Družina je bila še na 8 straneh in poskušal sem pač kot mlad urednik kaj novega pripeljati noter. Začetka so mi stari kolegi še malo prestrašeno rekli, to pa ne bo šlo, to je pa seveda nemogoče, vendar so se odpirale nove možnosti. Družino smo povečali iz skromnih 8 strani najprej na 16, potem na 24, potem na 32 in tako naprej z raznimi prilogami. Preimenovali smo jo, seveda pod naslov smo dali nov, prej bil Verski list, pod mojem času je to postal Katoliški tednik, namenoma, da razširimo obzorja, ki jih bomo pokrivali. Odprli smo temo družbenim vprašanjem, ki se prej niso smela preveč obravnavati. Seveda potem smo pa poskušali tudi z vizualno podobo, z barvnimi slikami, z spremembami, tako da to, kar sem danes podoživljal ob tej začetku 60-letnice, na nek način se ponavlja tisto, kar smo že poskušali prej. V mojem času smo obhajali 40-letnico, v mojem času smo obhajali 50-letnico in sedaj sem vesel, da se nadaljuje družina, se pač mora prilagajati novim možnostim, tudi novim potrebam bralcem, tako po vsebini kot pa tudi vizualni podobi, s ponudbo, ki jo pač danes ima in nagovarja z njo slovensko bralstvo. In seveda želim novim ljudem, ki sedaj nadaljujejo to naše delo, da bodo znali in kot to, kar smo nocoj slišali, videli, kaže, da smo lahko brez skrbi in zadovoljni za prihodnost. Naloga glavnega urednika oziroma direktorja take velike hiše slovenske je večplastna. Zdaj samo dve povem. Najprej, kako si zbiral odmev ljudi na to, kar ste pisali, kar ste sporočali, in potem, kako si miselno stvari pripravljal, pa tudi uvajal nove vsebine, pa kako si zaznal tisto, kar je potreba cerkve in ljudi v danem trenutku. Ja, ker pač človek živi v svojem času in so različna znamenja časov, ki te nagovarjajo, vidiš potrebe, vidiš nove možnosti, takrat pač moraš biti tam in nekaj novega začeti z novimi vsebinami. To, kar se mi je zdelo, da včasih pač ni smelo biti, je sedaj moralo biti. Mnogi bralci seveda so to tudi razumeli včasih narobe. Zakaj pa zdaj naenkrat družina se ukvarja s stvarmi, ki so širše, družbene, zakaj ne piše samo o cerkvenih stvareh? Celo nekateri bralci so bili malce kdaj začudeni in presenečeni. Seveda modrost urednika pa tudi direktorja neke založbe je, da vedno koraka malo naprej, pa nikoli predaleč naprej, da ti ne ostaneš sam, da ljudje lahko dohajajo, hkrati pa jim moraš kazati pot, ker človek se navadi na neko ustaljeno obliko in potem je vsaka sprememba v prvem trenutku lahko tudi moteča, tudi če je na boljše. In tukaj je treba pač premostiti te prehode in potem so kasneje ljudje zadovoljni. In mislim, da je nam to nekako uspevalo in vse danes so pa pred novimi nalogami. Slovenski bralec je postal drugačen, nima več tistega prave pripadnosti cerkvi, kot so včasih imeli, nimajo več pravega znanja verskega, ne poznajo stvari in jim je treba začeti razlagati najbolj osnovne, najbolj temeljne stvari na način, da se mu bojo zdele zanimive
in zanimanja vredne. To je pa tudi umetnost, kako tukaj pristopiti, da boš hkrati vodil naprej, da boš oznanjal in da boš tudi ljudi ohranil oziroma poskušal tudi nove pridobiti. Družina je bila ves čas tako rekoč edini večji glasnik cerkve na Slovenskem. Sedaj, ko primeraš 20 let, recimo drugo časopisje, pa družino, kje ste vi bili boljši? Glej, pred 20 leti in še malo nazaj je bila pač družina nehote absolutni monopolist, ki je pač edina pokrivala versko področje, potem se je pojavilo Ognjišče, potem so se pojavile manjše revije in razna glasila in iz tega nekdanjega monopola seveda je postalo neka pluralna druščina. Poleg verskih, cerkvenih medijev so se tudi ostali mediji, založniške hiše začele zelo zanimati za versko področje, ker so tukaj videli eno nišo, kjer lahko svoje produkte, knjige, revije, časopise prodajo in smo postali naenkrat eden izmed mnogih medijev in tukaj moraš ohraniti svojo posebnost, svoje značilnosti in svoje prednosti. Je pa težko. Je bilo takrat težko v nekih posebno drugačnih okoliščinah, ko so bile neke drugačne ovire. Danes se teh ovir niso pa druge. Naenkrat imaš ponudbe toliko, dezorientacija ljudi je takšna, da več ne vedo, za kom naj gredo, koga naj poslušajo, koga naj berejo. In tukaj ohraniti bralce, pridobiti nove, je v teh pogojih seveda ena zelo težka naloga. In to, kar smo nocoj slišali, ohraniti tisto specifično, kar je katoliško, kar je cerkveno, hkrati pa poiskati neko metodo, ki bo ljudem prijazna in ki se jim bo zdela tako zanimiva, da bodo segli po njej. Kronika dobrega, recimo, ljudje smo počasi siti vsega teh črnih kronik, morda prikazovanje pozitivnih strani življenja bo postalo nekaj, kar ljudje potrebujemo, kar bomo radi brali, ker nam je to neke vrste opora za preživetje v tem čudnem svetu. Tvoja čestitka za to leto jubilejno gledalcem in družini, oziroma bralcem? Jaz sem sedaj eden izmed bralcev, se nekoliko še sodelujem, imam eno svojo rubriko, če mi dovoliš, še bom omenil, se pravi Smeh je pol zdravja. Družina je stara 60 let in takrat začne zdravje popuščati in je treba potem poiskati zdravnika in meni so zaupali nalogo, da malo poskrbim za smeh in s tem vsaj za pol zdravja in se prizadevam, da bi to čim bolj uspešno delo in kot slišim po odmevih, ljudje sedaj še vedno začenjajo družino brati zadnjo stranjo in poleg kreda, ki ga piše naš prijatelj Rebula, je sedaj tudi moja rubrika Smeh je pol zdravja, ena tistih, ki ljudje najprej preberejo. In tega sem vesel in če se pri tem nasmehnejo, toliko bolj. In če smem, bom povedal še enega izmed vicov, ki bo v prihodnjih številkah. Pride gospod župnik k nekemu kmetu na kosilo in ko se masti z odličnim piščancem, pogleda skozi okno in pravi: "Poglej, kapetelina, kako ponosno koraka po dvorišču." Pa oče reče: "Gospodar, ja seveda lahko, njegov sin je šel zdaj med gospode." Torej, Janez, hvala za pogovor. Hvala lepa.
Dragi gledalci in gledalke televizije Exodus, z nami je gospod Seifert, tehnični urednik družine in oblikovalec. Bivši oblikovalec družine. Vi ste prehodili pot iz svinčene dobe tiska do elektronske oziroma sedanje digitalne. Katere dobe so to bile, najprej poleti in potem pa kaj so zahtevali od oblikovalca? Torej, vsa ta leta, ko sem prišel k družini, to je bilo leta 70, takrat je bila še doba svinca, se je vse delalo klasično. Par let po tistem je pa že prišel pa IBM, kjer so pa stvari, vsaj svinčene zadeve so se začele umikati filmu in pa papirju. Offset tisk je začel prevladovati nad svincem, klasičnim tiskom, rotacijo. Ja, te prehodi so bili pravzaprav za marsikoga, tudi za nas, bi skoraj lahko rekel, da svinca smo se kar radi znebili. Ker to je bilo težko delo, ogromno je bilo zahtevnih nalog pri takih zadevah in mislim, da smo se kar oddahnili, ko smo dobili IBM in smo lahko boljše in lepše oblikovali potem strani, kot pa je bilo to možno na svincu. Po tej dobi je pa že digitalizacija zelo trkala na vrata. Tako da torej, tudi za primerjati ni s prejšnjimi časi. Je pa tako, časopis vedno ostaja časopis. Tako da kakšne bistvene stvari v oblikovanju o potrebah bralcev ni. Stolpec je stolpec, pisanje je pisanje, slika je slika. Samo bolj zahtevni tehnološki postopki so bili včasih, zdaj je pa to z lahkoto, tudi lažje se jih spreminja, naredi se jih bolj privlačne, tako da je današnjemu človeku bližje. No in za vas kot oblikovalca, kaj je bilo na prvem mestu, ali ilustracija besedila, ali da je recimo slika, fotografija, potem kakšna druga zadeva slikovna, sama bila sporočilo, kako ste vi to oblikovali stran kot celoto? Zdaj, pri časopisu je tako, tudi če si oblikovalec ali pa oblikovalec ali pa slikar, poleg tega še tehnični urednik, se mora človek takrat zavedati, da ima v rokah časopis. In časopis ne delaš, sliko lahko delaš zase. Tudi revijo se lahko nekoliko zase, časopis delaš pa za ljudi. Zanje narediš in mora biti popolnoma podrejeno bralcu. To se pravi, da je privlačno, da je berljivo, predvsem berljivo, in zaradi tega je recimo pri časopisu vedno važno logika pred estetiko. Najprej to, potem se lahko polepšajo stvari, poboljšajo, bolj privlačne. Drugače pa logika za bralca je, torej to je začetek, da se sploh začneš ukvarjati z... To je osnovni stik z bralcem, miselni pristop. Tako, ja. Njemu moraš predstaviti zadevo, in moraš praktično si ti v podrejenem položaju, v tem primeru, ampak vse nudiš bralcu, Še eno zelo osebno vprašanje, kako je vaše delo oblikovalo vašo osebnost? Ja, v začetku pravzaprav bi, veste, najprej je treba, torej čisto konkretno človeka mora nekaj zanimati, da sploh lahko to počne. Včasih je kakšna nuja, v tem primeru je recimo potreba po preživetju, ampak potem, ko pa enkrat človek nekako zljubi to, se reče po domače, je pa to delo kot vsako drugo. Enostavno te potegne,
dobiš odziv, rečejo, aha, to je pa v redu, fajn, smo prebrali, karkoli. Sicer je tehnično uredništvo bolj v ozadju, se nikoli ne, ampak vsebina časopisa je bistvena, ne. Ampak kljub temu, če ljudje sprejemajo tudi obliko, pa prijaznost tega časopisa, je to velikoredno in daje neko spodbudo ali pa zadovoljstvo, ne. In ne rečeš, no pa to le ni strel v prazno, ne. Ampak je, in se izoblikuješ se pa nekako v neko zadovoljstvo pa le ostaja, ne, mečkeno, ne. Tako da ni bilo čisto prazno tisto, kar smo počeli, no. No, sedaj v jubilejnem letu, kaj bi priporočili gledalcem pa bralcem Družine? Ja, da se naročijo na Družino. Ne, sploh pa ne tisti, ki so že, ne, ampak tisti, ki še niso, ne. Zdaj dobila novo podobo, fantje so majčkeno spremenili podobo in to se mi zdi prav. Sem že pred parimi leti sem rekel, da bi bil čas, da bi se zadeva kaj spremenila, ne. No, zdaj pa za 60-letnico so pa le spremenili, ne. Gospod, hvala za pogovor. Prosim, prosim. Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je gospa Ana Pavlek, sedanja lektorica pri Družini ali pa na Družini. Kako vidite vaše poslanstvo kot osebe, ki skrbi za lepo slovenščino? Predvsem, bom rekla, kot je že tradicija pri Družini, da skrbimo za kultivirani jezik. Najbolj se, bom rekla, tista smernica, se mi zdi že od začetkov je, da se probamo izraziti slovenskimi izrazi, pa ne bom rekla, da smo puristi, ampak da res poskušamo z našo besedo povedati, kar se da, ne. Kateri teksti so za vas najtežji, da bi dali v lepo slovenščino? Ali so to strokovni, teološki teksti, filozofski teksti, ali to so teksti ljudi, ki razmišljajo zapleteno, z dolgimi stavki, pa z veliko pogojniki. Kako vi potem te stvari popravite oziroma uredite tako, da je to berljiv tekst, pa razumljiv tekst, pa prijeten tekst? Zdaj, če povem najprej osebno, mogoče najraje berem tekste z duhovno vsebino, ker se najlažje v njih najdem, a ne. Drugače pa seveda, ja, treba je poskrbeti, da jezik teče,
pa da seveda ne posegamo pretirano v besedilo, ker potem pač lahko pomen besed spremenimo. Mogoče to. Smo v času, ko se mnogi pritožujejo, da ljudje malo berejo. A bi lahko povedali vi kot strokovnjak za jezik, zakaj je to? A je jezik problem, ali je vsebina problem, ali je kaj drugega problem? Mislim, da to je mogoče bolj vprašanje za sociologe. Mislim, da ni jezik tisti, ki je problem, ampak predvsem ta tempo življenja, ki je pač morda prehiter. Zato raje beremo krajše prispevke. Recimo, to je tudi zdaj z novo obliko družine, so se tudi skrajšali prispevki. Mislim, da je to vzrok glavni. Je to delo, ki je zelo zahtevno, vas izmuči, ali je to zlahka opravite? Tako moram reči, ko sem že lektorirala različne stvari, da ne, ker je veliko duhovne vsebine ali pa poročila o dogodkih, ki me zanimajo, tako da z tega vidika ne. Sem pa tja seveda zaradi utrujenosti, ampak mislim, da je to lepo delo, no? Ker zmeraj sem si želela brati in to zdaj počnem. Ne? No, to pomeni, da ste v jubilejno leto stopili z nekim veselim vzdušjem. Kaj želite bralcem? Ob prenovi želim, da bi pač v družini našli to, kar iščejo, predvsem za svoje duhovno življenje, za življenje cerkve na Slovenskem in po svetu, da bi se res čutili katoličani v tem prostoru, da bi se našli v družini. Verjetno tudi še s kakšno vsebinsko prenovo bomo to še, bom rekla, bolj dosegali bralce s tem. Gospa lektorica, hvala za pogovor. Hvala tudi vam.
Tudi mene so prosili, naj povem kaj lepega o družini, ampak kako naj jaz povem kaj lepega o svoji družini? Poglejte me, predstavnika moje družine. O, kako lepo, prav gotovo niso prve besede, ki vam pridejo na misel ob pogledu name. Pa so rekli, ne, povej kaj o družini. No, to je pa nekaj drugega, to bo pa šlo. Družina je in sem pogledal v slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj je družina. Ker kar človek ima, o tem govori, in ker Slovenci slovenskega govorimo, se pravi, ker Slovenci slovenskega imamo, to je zapisano v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Torej, piše, družina, zakonski par z otroki ali brez njih. A tole ne bo za nas, tole nas ne zanima, to je bolj za družinski zakonik. Čeprav, a ni ravno novinarka družine prav nečastno končala na novinarskem častnem razsodišču, ko je pisala o teh stvareh. Se pravi, novinarkov na sodišče, avtorjev slovarja pa nobeden še omenine, kot tako politično in sploh nekorektno zapišajo, da je družina zakonski par z otroki ali brez njih. Zakonski par, torej, in ne nezakonski oziroma izvenzakonski, kot prav neumno poimenujemo koruzniške in partnerske odnose. Mislim, imamo vladne in nevladne organizacije, imamo pravilno in nepravilno ravnanje, imamo častna in nečastna dejanja, človeške in nečloveške odnose in imamo zakonske in izvenzakonske skupnosti. In če mislite, da sem jaz tečen in siten, potem je tečen in siten bil že Prešeren, ko je napisal nezakonsko mater in ne izvenzakonsko mater. No, ampak res me je malo zaneslo. Pisalo je še, da je družina, ribiška družina, strelska družina, lovska družina. Ribiška tale družina je, oziroma bi vsaj morala biti. Jezus je prvim učencem, ribičem, rekel, naredil vas bom za ribiče ljudi. In vsak časopis, družina pa sploh, lovi ljudi. Meče trnke, pa mreže, pa medmrežje, kaj se ujame, to je pa druga zgodba. Strelska družina vsekakor je. Nenazadnje so uvedli rubriko zadetek v polno in strel v prazno. Pa tudi sama družina kdaj ustreli kakšnega kozla. Ampak o tem res ne bi zdaj, ne? Lovska je družina tudi. Se da kdaj prebrati kakšno lovsko štorijo o njej. Še več pa lovskih zgodb o njej. Sploh iz strani zvestih sledilcev in častilcev velikega lovca, pa velikega gobarja. In ko smo že ravno pri gobah, marsikdo si želi, da bi tudi družina šla po gobe. Pa ne gre. Je vseeno malo tudi dedič besede in peklenska vrata je ne bodo premagala. In potem piše v slovarju, da imamo tudi nepopolne družine. Se strinjam. Mislim celo, da je največ takih družin, nepopolnih. Čeprav slovar pove, da je to družina, kjer manjka eden od staršev. In res ne vem, zakaj še nihče ni tožil avtorjev slovarja, ali jih pa je vseh klical na zagovor pred, ne vem, slovarsko častno razsodišče zaradi takih žaljivih definicij. Nepopolna družina. Katera družina je pa popolna, lepo vas prosim? Sveta, mogoče, ki je tudi omenjena v slovarju. In piše, da so to Jezus, Marija in sveti Jožef. Jezus, Marija in sveti Jožef. Zakaj je samo Jožef sveti? Marija pa ne vem, ampak me kot pripadnika moškega spola to prav nič ne moti. Me pa moti, da nam tale družina neprestano egzempel in zgled ponuja sveto družino. Ste že kdaj pomislili, kakšen zgled je sveta družina? Sveti Jožef in Marija sta bila zaročena. O poroki svetopismo nič ne govori. Se pravi, sta bila koruznika. In Jezus, ki se je glede na koruzništvo logično rodil v štali, na slami, je bil nezakonski oziroma izvenzakonski. In ko so šli na prvi skupni družinski izlet v Jeruzalemski tempelj, se je otrok izgubil, toliko o skrbnih starših. In potem je izginil še sveti Jožef. A je umrl, a sta šla narazen? Nič ne vemo. In potem je še sin pobegnil od doma. O, čušin. Za jezik boš vesel v peklu, za svoj predolgi jezik obešen na kavelj, in vsi nekdanji, sedanji in bodoči uredniki in direktorji družine te bodo žgečkali po podplatih. Sebi v opravičilo pa naj povem, da mi je te masne in debele v sveti družini s prižnice trosil župnik, ki ni več župnik, tudi duhovnik ni več in kolikor vem tudi kristjan ne, če je kdaj bil. No, ampak ne slavi samo družina, okrogle obletnice tudi jaz slavim. 10 let, ker sem postal zunanji sodelavec družine. Zunanji sodelavec, kar mnogi tolmačijo kot notranji sovražnik. Pa naj bo. Teh mojih 10 let se razteza od rodeta do rodeta. In vesel sem, ker pripadam družini,
ker je družina lepa. In je šla v novi podobi, ali kot se strokovno reče, so jo redizajnirali. Prenove so se na uredništvu lotili skupaj z oblikovalcem Igorjem Arihom. Pravijo, da spremembe niso prevelike, da boste bralci svojo najljubšo rubriko še vedno našli na svojem mestu. Vsebini družine so dali novo obleko. Kakšna je, si oglejte sedaj. Člani uredništva so jo že začeli deliti, da pa ne boste samo brali, mi pa govorili, bodo poskrbele Monika, Katja, Tina in Petra, članice godalnega kvarteta Rožmarinke. Lep večer vsem skupaj. Hvala.